Letos v Las Vegasu ni bilo veliko telefonskih novosti, vseeno pa ena izstopa in je pomembna, kajti dočakali smo telefon mobilnik, kakršnega smo si že dolgo želeli. To je Sonyjev Xperia Z1 Compact, ampak o njem nekoliko več malce kasneje. Prej omenimo še nekatere druge novosti. Huawei je predstavil svoj nekakšen nizkocenovni tablifon Ascend Mate 2, pri katerem je glavna značilnost ogromna baterija s kar 4000 mAh, iz katere lahko tudi polnimo drugo napravo. Poleg tega pa pri tem tablifonu kar 79% celotne sprednje površine zaseda zaslon. Nekaj novosti je predstavil tudi kitajski Lenovo, ki naj bi nekaj od teh svojih telefonov v drugi polovici leta končno pripeljal tudi v Slovenijo. Videli smo tudi novosti še nekaterih drugih kitajskih podjetij, kot so Alcatel, Meizu, Hisense in podobni, ki pa se v Sloveniji večinoma ne prodajajo ali pa so bolj nekakšni nišni izdelki. Sony Xperia Z1 Compact pa je končno mobilnik, ki v malo manjšem ohišju ohranja vse najboljše trenutno mogoče strojne značilnosti oziroma vse tisto, kar ima pravi v narekovajih Z1. Tu imamo 4-jedrni procesor z 2,3 GHz, 2 GB pomnilnika. Zaslon ima sicer tu manjšo razločljivost, vendar vseeno boljšo kot večina modelov v tem razredu. Telefon podpira LTE, predvsem pa ohranja enako fotografsko tipalo, ki je vzeto kar iz žepnega fotoaparata, torej je precej večje od običajnih telefonskih tipal in ima 20 milijonov točk. Telefon je seveda manjši, ampak mogoče nekoliko debelejši od ostalih vrhunskih modelov, bo pa po naših informacijah tudi nekoliko cenejši od originalne Xperia Z1. V prodajo v Sloveniji prihaja februarja in mi smo ga že dobili na preizkus, zato lahko podrobnejši članek o tem pričakujete v prihodnjih tednih.